Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v zdaj že 10. oddaji Kultura na dlani, ki jo v sklopu projekta EPK 2012 za vas pripravlja 5 partnerskih televizij. V oktobru je v 6 partnerskih mestih potekalo mnogo kulturnih in umetniških prireditev, s katerimi se v letošnjem letu predstavljamo Evropi in svetu. V naslednjih minutah pa vam bomo predstavili nekaj najbolj odmevnih. Kulturno dogajanje v Evropski prestolnici kulture je v mesecu oktobru zaznamovalo že 47. Borštnikovo srečanje, največji slovenski gledališki festival. V 11 dneh se je ob bogatem spremljevalnem programu na ogled postavila smetana slovenskih gledaliških uprizoritev minule sezone. Vrhunec festivala pa je podelitev Borštnikovega prstana za življenjsko delo, ki ga je letos prejel igralec Igor Samobor. Dolgoletni član ljubljanske drame Igor Samobor je po presoji žirije Borštnikovega prstana visok svečenik umetnosti igre. Je igralec, ki se v imenu skupnosti vsakokrat, ko stopi na oder, izroča gledalcem. Na Ptuju rojeni Samobor je v svoji dolgoletni karieri odigral preko 60 vlog, za svoje delo pa je prejel tudi številne druge nagrade. Sem neskončno srečen, ponosen. To je za vsakega igralca en strašno pomemben dogodek. Žirijo za podelitev Borštnikovega prstana so sestavljali dramska igralka Silva Čušin, gledališka režiserja in pedagoga Jernej Lorenci in Dušan Mlakar, pesnik, dramatik, esejist in prevajalec Ivo Svetina ter umetniška direktorica festivala Borštnikovo srečanje Alja Predan. On je po mojem eden izmed najboljših, če ne trenutno res najboljši slovenski igralec z najširšim diapazonom igralskih sposobnosti, z neverjetno karizmo, z znanjem, z prezenco. V tekmovalnem programu Borštnikovega srečanja se je letos pomerilo 12 predstav pretekle gledališke sezone po izboru novega selektorja Primoža Jesenka. Naša gledališko prizorišče je zelo bogato, zelo raznovrstno in da imamo predvsem, da vsebuje avtorje, na katere se lahko zanesemo in se od njih še veliko obetamo. Bira je bila zelo zanimiva in zelo raznolika, tudi na nek način trd oreh za strokovno žirijo. Bila je na nek način zelo drzna, tudi inovativna, ampak tovrstni pristopi vedno seboj prinesejo tudi določeno mero tveganosti. Največ nagrad strokovne žirije je prejela uprizoritev Nevihta v režiji Jerneja Lorencija in izvedbi Mestnega gledališča Ljubljanskega, ki je bila obenem okronana za najboljšo uprizoritev pretekle sezone. Je tako rekoč prepričala na vseh nivojih, na izvedbenem, na reinterpretaciji, na komunikaciji z zgodovinskim časom in z neverjetno sodobnim pridihom in predvsem v izjemni ansambelski igri Mestnega gledališča Ljubljanskega, ki je s to uprizoritijo gotovo naredil velik korak in pokazal neko svojo optimalnost tudi drugačnem, ne samo na individualni ravni, ampak na kolektivni. Seveda je tu bila tudi zelo impozantna glasba, izvirna avtorska glasba Branka Rožmana. Vsake nagrade sem zelo vesel. Z zavedanjem seveda, da je to veselje kratkotrajno in radikalno začasno. Moram reči, da pa teh nagrad, ki jih je dobila naša Nevihtica, danes pa sem malo manj vesel. Zaradi seveda vseh teh brezobzirnih in vulgarnih ukrepov. Ravno včeraj so imeli nek sestanek, kjer so direktorji javnih zavodov na področju kulture dobili nova navodila, da ne rečem ukaze, in tega brezumja preprosto ne razumem. Tako da, če bi dal na tehtnico, je žalost ali pa jeza večja od veselja. 47. Borštnikovo srečanje se je z več kot 60 dogodki v letošnjem letu Evropske prestolnice kulture predstavilo v najobsežnejši izdaji doslej. V spremljevalnem programu se je zvrstilo 11 domačih in 7 mednarodnih predstav. V sklopu projekta Mostovi, ki ga je podprl Zavod Maribor 2012, so uprizorili predstave iz Češke, Hrvaške in Nemčije. Med drugim tudi predstavo Car neuspeha priznanega belgijskega multidisciplinarnega umetnika Jana Fabra.
Prvič v zgodovini je bil festival Borštnikovo srečanje pod okriljem Evropske prestolnice kulture koproducent glasbeno-gledališkega dogodka When the Mountain Changed Its Clothing v režiji slovitega nemškega režiserja Heinerja Goebbelsa v sodelovanju s Karmino Šilec in zborom Karmina Slovenika. Predstavo, ki je odprla letošnji festival, je idejno navdihnila rezijanska ljudska pesem Da pa Kaninu. Ich bin ein bisschen stolz, dass wir hier so eine prominente Position besetzen dürfen, aber gleichzeitig gehört diese Produktion auch hierher. V sklopu Borštnikovega srečanja je svoje prvo predvajanje v Mariboru doživel tudi film Deklica in drevo. Gre za nizkoproračunski film režiserja Vlada Škafarja, kjer je v ospredju prvoosebna izpoved dveh slovenskih gledaliških in filmskih div, dobitnic Borštnikovega prstana, Štefke Drolc in Ivanke Mežan. Jaz mislim, da je film zelo, zelo lep, zelo, ampak ni za vsakega. Ne? Mora biti za tako občutljivo ali pa dostopno dušo. Odličen film, gre od postaje srca zelo globoko, nenačrtovano, na nek način brez scenarija in sta igralki po zaslugi režiserja, ki mu je dal ta filmski čas, v resnici avtorici filma. Mariborski premieri je nato sledilo srečanje dosedanjih dobitnikov Borštnikovega prstana. Festivalsko dogajanje se je odvijalo tudi na drugih prizoriščih. Na Prvi gimnaziji je tako potekal programski sklop Fokus, ki je bil letos posvečen Češki. Mariborsko lutkovno gledališče gosti lutkarje iz Japonske. V okviru japonskega meseca se v Evropski prestolnici kulture Maribor predstavlja tako japonsko tradicionalno in sodobno lutkovno gledališče kot tudi likovna umetnost. V sodelovanju priznanega japonskega režiserja Noriyukija Save in lutkovnega gledališča Maribor pa so na ogled postavili tudi predstavo za otroke Ribič Taro. Predstava Ribič Taro režiserja Noriyukija Save v sodelovanju z Mariborskim lutkovnim gledališčem je nastala po eni najbolj znanih japonskih ljudskih pravljic. Zgodba, katere korenine segajo v 8. stoletje, govori o japonskem ribiču Taru Urashimi, ki reši želvo. Ta ga za nagrado odpelje do princese Otohime v morsko kraljestvo. Ko se ribič želi vrniti domov, mu da princesa skrivnostno šatuljo, ki pa je ne bi smel odpreti. Ko dejansko prispe domov, ugotovi, da je od njegovega odhoda preteklo 300 let in na koncu umre. This story is the most popular fairy tale for Japanese. Everybody knows this. But this is also one of the most strange story. Not gorgeous happy end. It's not like Walt Disney's animation, just he dies. This is end. So I was afraid to tell to kids. Even if you save the small animal, you will die, But on the other hand, so much essence about the life. You just live and you're ready to die and you die. To je zgodba o ljubezni, o mnogo različnih ljubeznih, ljubezni do narave, do živali, o ljubezni med mamo in sinom, o ljubezni med mladim ribičem in nekim imaginarnim, sanskim bitjem pod vodo. To je zgodba potem o človeški naravi in o času in o tem in našem individualnem dojemanju. Noriyuki je v predstavi poleg režijske taktirke prevzel tudi koreografijo in je avtor likovne podobe. Po vsem svetu je znan kot igralec, režiser in scenograf. Velja za enega izmed najbolj vznemirljivih lutkovnih umetnikov v svetu in želeli smo si sodelovati na neki točki, seveda z nekom takega formata. Nam je bilo res veliko čast in ne samo čast, ampak sreča, da smo lahko delali s takšnim režiserjem, kot je gospod Sava. Nori ga kličemo po domače. Delo z Norijem je bilo eno lepših, če ne najlepših v mojem že več kot 30-letnem delovanju tukaj v
lutkovnem gledišču Maribor. Ribič Staro velja za osrednjo veliko produkcijo mariborskega lutkovnega gledališča v tej sezoni. Predstavo bogatijo različne lutkovne tehnike in tehnologije, med drugim tradicionalne japonske lutke v velikosti človeka, koreografija, maske, senčno gledališče in drugi elementi. Gre za izjemno polno in dinamično lutkovno uprizoritev, kot je verjetno na našem odru še nismo imeli. Hkrati bi pa rada poudarila, da tisto, kar se meni zdi eden od pomembnejših dosežkov naše hiše, je ta, da je prav vsak element, ki je na odru viden, izdelan v naši delavnici. In sicer se je delo začelo že v mesecu maju, neprekinjeno je teklo čez poletje. Sicer pa projekt Japonska jesen sodi v okvir programa Evropske prestolnice kulture v sodelovanju z japonsko fundacijo EU Japan Fest, ki skrbi za kulturne izmenjave med Evropsko unijo in Japonsko. Ob japonski jeseni so se v Evropski prestolnici kulture odvili tudi drugi dogodki z japonskimi umetniki. Maribor pa je obiskal tudi prvi mož fundacije Takashi Kawamura, sicer predsednik japonske družbe Hitachi. V novembru bodo v Mariboru potekali dogodki v okviru projektov Umetnost zmeraj zmaga, Maribor Project, Evropa v muzeju, Muzej v Evropi, Soft Control, priča pa bomo odprtju Centra alternativne in avtonomne produkcije, dogodku 12 z Garyjem Kasparovom in Jackom Langom, na glasbenem področju pa bo nastopil Chicoria Trio. Med 12. oktobrom in 5. decembrom v Slovenj Gradcu poteka mednarodni festival mlade literature Urška 2012, ki je letos še bogatejši zaradi sodelovanja v projektu Evropske prestolnice kulture Maribor 2012. Gre za sklepni del natečaja revije Mentor za mlade slovenske literarne ustvarjalce z mednarodnimi gosti, ki je višek dosegel v petek zvečer, ko se je v Galeriji likovnih umetnosti zgodila osrednja literarno-glasbeno-plesna prireditev, na kateri so razglasili nagrajenca Urške 2012 in podelili nagrado za najboljšo samozaložniško knjigo. Letos 11. v Slovenj Gradcu, lani smo praznovali 10. obletnico delovanja. Še posebej smo popestrili program zaradi sodelovanja ob Evropski prestolnici kulture partnerskega mesta Slovenj Gradec, tako da letošnja Urška je mednarodno obarvana. Imamo goste iz Češke, Slovaške, Italije, Nemčije, Bosne in Srbije, tako da z veseljem lahko povem, da smo uspeli to nadgraditi že drugo leto, da Urška tako je res postala čezmejna in prepoznavna tudi še kje drugje. Režija prireditve, ki so jo poimenovali Brez rokavic, posebnih mask in strahu, je bila tudi tokrat v rokah profesorja Andreja Makuca in kulturnega društva Spunk Gimnazije Slovenj Gradec, ki je spomnil, da je Urška iz deških let v Slovenj Gradcu prestopila v najstniška leta. Samo dogajanje je del vseslovenskega splošnega gibanja mlade literature oziroma projekta Pesniki in pisatelji začetniki, ki je že v svojem 40. letu. Slovenjegraški gimnazijci in ostali dijaki pa so jo že zdavnaj vzeli za svojo in živijo z njo. Res je, mi pravzaprav skušamo z Urško, govorimo o gimnaziji, jo vpeti v gimnazijsko dogajanje na tak način, da postajajo gimnazijci sestavni ali pa kar pravzaprav pomemben del tega uršljanskega dogajanja. Konec koncev smo danes dopoldne imeli 5 matinej, 5 razgovorov s temi mladimi pisatelji, v katerih so gimnazijci skušali svojim vedenjem in znanjem, kolikor ga imajo v literarni teoriji, zgodovini, predvsem pa kolikor je v njih sploh moči za doživljanje poezije ali proze, opravili razgovore, secirali literaturo, se spopadali pravzaprav s tistim korpusom literature, v katerem ne morejo nikjer drugje kaj izvedeti, pač pa res morajo črpati iz sebe in iz svojega. Seveda ob pomoči slovenistk oziroma slovenistov. Tudi naš delež ni nepomemben, če govorim o recitacijah, o oglasovljeni poeziji, kot temu rečemo. Nenazadnje imamo tudi uglasbeno to isto uršljansko poezijo s svojim bendom. Letos je to Matalaja, v prejšnjih letih pa se je nabralo že kar za 2 velika ploščka oziroma kompaktna diska za 2 zgoščenki te uršljanske poezije. Letos smo jo izdali prav za namen tudi
sicer ob 10-letnici Urške v Slovenj Gradcu in pa za seveda namen EPK-jevskega dogajanja v Slovenj Gradcu. Na natečaju, ki je tako kot vedno najprej potekal na 6 regijskih srečanjih, so lahko sodelovali avtorji stari nad 15 let, ki svojega dela še niso izdali v knjižni obliki. V sklepni del je prišlo 5 izbranih avtorjev: Anja Mugarli, Neža Prah, Andrej Tomažin, Barbara Žvirc in Iztok Vrenčur, ki je postal nagrajenec Urške 2012. Mislim, da je Iztok Vrenčur pesnik, ki obvlada svoj pesniški jezik, zanimive metafore uporablja in vers mu fluidno teče. Izmed vseh je tisti, ki se še najbolj približuje temu, kar se danes dogaja v okviru sodobne književnosti. To je seveda lepa nagrada. Javni sklad Republike Slovenije je državna institucija in vsekakor je to za mene ena lepa pa velika spodbuda, da nadaljujem za svojim ustvarjanjem. Iz teh mladih bojo verjetno postali avtorji, priznani, eni bolj, drugi manj. Mislim, da je to dober zametek za slovensko kulturo. Vsako leto si rečem, se ni možno, da bi bilo še boljše, pa je vendar spet bi bilo, vedno gremo eno stopničko naprej. Mislim, da ne Slovenj Gradec, ne mi organizatorji nismo utrujeni, ampak imamo vedno nove ideje. Najboljšemu avtorju bo revija Mentor natisnila knjižni prvenec, ki bo objavljen v zbirki Prvenke, predstavljen pa na finalnem delu festivala Urška oktobra 2013 v Slovenj Gradcu. Avtorji bodo kot honorar poleg mentorske pomoči pri nastajanju prvenca dobili tudi 100 izvodov svoje knjige. V mesecu oktobru je turistično društvo Slovenj Gradec s partnerji, Pahernikovo ustanovo in Prosilvo Slovenije ter v sodelovanju z mestno občino Slovenj Gradec, Zavodom za gozdove Slovenije, območno enoto Slovenj Gradec ter Zavodom EPK pripravilo prireditev za gozdove in ljudi. Potekala je v prostorih Koroškega pokrajinskega muzeja. Nosilec projekta je Pahernikova ustanova, ki se zavzema za sonaravno gospodarjenje z gozdovi, obenem pa spodbuja mlade k študiju gozdarstva. Zgodba se je začela pisati v Radljah ob Dravi. Pred letom dni na sestanku Prosilve Slovenije smo razmišljali, kako bi gozdove bolj promovirali v naši javnosti. In takrat je sklila ideja, da podajmo se gozdarji med javnost, povejmo, kaj so gozdovi, in takrat smo formirali ekipo, ki je sestavila projekt z namenom in z imenom za gozdove in ljudi. In zares, v ta namen smo se skoraj pol leta ali še več zbirali in naredili celoten projekt. Projekt, ki je vseboval od promocije, od izbire knjige, izdali smo knjigo in seveda, da se srečamo v naravi, v gozdu, da to, kar znamo, to, kar pišemo, tudi v naravi predstavimo. In tako smo se zbrali v septembra v Radljah in našli v Sloveniji nekaj posebnega, ker rekli smo, dajmo gozdarje najde tisto, kar je neka posebnost, neka vrednost. In to so nedvomno Koroški Pahernikovi gozdovi in tukaj smo se zbrali. V ta namen zares smo želeli pa povabiti celotno Slovenijo, slovensko javnost, laično javnost in lahko rečem, da nam je to uspelo, saj sta na to prireditev prišla takrat avtobus tako iz Morja, z Ljubljane, z Posavja, z Gorenjske. In zbrala se je tukaj skoraj 200 ljudi, predvsem laična javnost, kot rečem, ki je željna, to smo na koncu lahko videli, željna tega znanja in pa spoznavanja gozda. V čudoviti svet gozda smo lahko najprej vstopili s pomočjo razstave, ki je na ogled v prostorih Koroškega pokrajinskega muzeja. Jaz mislim, da so te aktivnosti izredno potrebne zaradi tega, ker ljudje enostavno ne vejo preveč o naših gozdovih, recimo vidijo gozdove bolj samo iz vidika gobarstva, iz vidika proizvodnje lesa in tako naprej, ampak tiste druge funkcije, ki so izredno pomembne za našo družbo, pa vse premalo vedo. No, zato pa je dejansko recimo namen Pahernike ustanove, da promovira gozd kot tak tudi za te širše namene. Torej, da za Slovence je prav, da vejo, recimo, kaj imajo, kakšno bogatstvo imajo in da to ne gre samo za proizvodnjo lesa kot tako, ampak da gre predvsem za izboljšanje našega okolja kot takega. Brez gozda, recimo, ne moremo pravzaprav govoriti o enem primernem življenjskem okolju.
Za splošni napredek gozdarskih ved se je zavzel tudi slavnostni govornik na prireditvi, profesor dr. Jurij Diaci, ki je spomnil na dejstvo, da je Koroška eden izmed izvorov sonaravnega gospodarjenja v Sloveniji. In ker je Slovenija pomembna po sonaravnosti tudi v evropskem merilu, pomeni, da je Koroška tudi zelo pomembna v evropskem merilu. In sicer gozdarjem je tu uspelo se zoprstaviti golosekom in razvijati en svojsten način malopovršinski dela z gozdom. In verjetno koroška odprtost za nove ideje, recimo po drugi svetovni vojni je bil tukaj profesor Leibgut iz Züricha, tudi FAO ekspert in so ga sprejeli, z njimi delovali, potem profesor Mlinšek. Skratka, nekako ta domača predanost delu in odprtost za ideje od drugod, to je pripeljalo do uspeha in preboja, se pravi 60 let negolosečnega gospodarjenja. Slednje je še kako pomembno za sosednje države, za srednjo Evropo. Mnogi prihajajo na Koroško opazovati, kako jim je to uspelo. Jaz mislim, da smo dosegli predvsem ta osnovni namen, da smo predstavili gozdove, predvsem pa to, da so slovenski gozdovi rezultat nekega načrtnega in dolgoročnega gospodarjenja. Vsi partnerji v projektu sledijo poslanstvu, ki zajema nadaljnji razvoj in promocijo gospodarjenja z vsemi vlogami gozdov po načelu trajnosti, sonaravnosti in ekonomičnosti. V tem projektu, sicer na prvi pogled čisti gozdarski projekt, sodelujemo kot povezovalci in smiselno se nam je zdelo, da v letu Evropske prestolnice kulture tudi to kulturo gozda, kulturo odnosa do gozda pripeljemo v Slovenj Gradec in predstavimo našim občankam in občanom. Delimo si skupni prostor, gozd, naravo in tako se srečujemo, si ta prostor delimo tako gozdarji kot obiskovalci, laična javnost, kot lastniki gozdov in prav je tako, da resnično ta gozd približamo ljudem. Vemo, da gozd je prostor, kjer je možna sprostitev, kjer je možna rekreacija, kjer je možno zadovoljanje številnih funkcij in to si želimo in to vse skozi poudarjamo. Naše turistično društvo deluje tudi na področju okoljevarstva in skratka na vseh področjih, kjer izboljšujemo življenjske pogoje naših občank in občanov. Spodbudno je še dejstvo, da vsi akterji tega projekta že snujejo načrte za vnaprej. V letošnjem letu je v povsem prenovljeni obliki zaživela rojstna hiša skladatelja Huga Wolfa, ki se je rodil v Slovenj Gradcu. Prenova je sodila v investicijski program, ki je del projekta Evropske prestolnice kulture. Zrcaljenje podob, oživljeni zven preteklosti. Zgodba o obnovi se je začela pisati že pred 5 leti, svojo realizacijo pa doživela ravno v času EPK-ja, kajti vedelo se je, da je Wolf vodilna kategorija, vodilna znamka za samo mesto Slovenj Gradec pa tudi širše. Prej je mestna občina Slovenj Gradec pripravila projekt in ga v letu 2009 tudi prijavila na razpis takratnega Ministrstva za kulturo. Projekt je bil tudi za nalepko EPK odobren in v letu 2010-2011 so potekala obnovitvena dela in da je stavba v takem obnovljenem stanju, kot je zdaj. To smo zaključili pravzaprav v maju leta 2011 in že takrat smo postavili našo staro razstavo, ki je muzej o življenju in delu skladatelja pripravil že ob njegovi 100. obletnici smrti 2003. Stavba je bila deležna temeljite obnove, praktično od kleti pa do vrha. Muzej je dobil veliko. Pravzaprav je res, kot ste rekli, hiša obnovljena od temeljev do strehe v celoti in ker je bila to prej glasbena šola, ki se je v letu 2010 selila v zasilno lokacijo tule v mestu in je že prej bila hiša v uporabi v celoti, tudi v kleti so imeli v glasbeni šoli
takratni glasbeni šoli tudi učilnice, so bili prostori primerni, ki so se zdaj samo obnovili in pripravili za muzejski arhiv. V tej stavbi pravzaprav v kleti varujemo dediščino, arhivsko dediščino Koroške, ki jo hranimo tukaj na Koroškem. To so lokalno pomembni arhivi, lokalno pomembno arhivsko gradivo. Je sedaj spravljeno tukaj. Hkrati pa, ker to hišo namenjamo tudi informacijsko-dokumentacijskemu centru, ki je začel delovati tudi v letošnjem letu, je v kleti tudi arhiv Huga Wolfa. Namreč v Slovenj Gradcu je zbran eden pomembnejših arhivov, ki osvetljujejo delo in življenje tega velikega skladatelja, in ta arhiv ima tudi mesto v samih teh kletnih prostorih. Gre za majhno meščansko hišo, v kateri pa ni veliko prostora. V pritličju te stavbe je urejena majhna videokonferenčna dvorana oziroma videoprojekcijska dvorana, pravzaprav rečemo, kjer že vrtimo dokumentacijski film o Hugu Wolfu, vrti se drugo gradivo, ki je povezano z njegovo glasbo. Tukaj lahko obiskovalci tudi poslušajo njegova dela, se pravi en tak študijski prostor. Ta prostor je tudi namenjen vsem, ki prihajajo v Slovenj Gradec in se zanimajo za gradivo, ki ga tukaj hranimo, da lahko pridejo in to tudi prosto študirajo. Urejena je tudi manjša recepcija, medtem ko pa je vso prvo nadstropje namenjeno razstavi v 3 prostorih in še na hodniku je torej ta nova razstava. Zamislili smo si jo povezana dokumentarno-ambientalna postavitev. Avtor te razstave je tudi velik poznavalec življenja in dela Huga Wolfa, tudi predsednik društva Hugo Wolf Slovenj Gradec Marko Košan. Ves čas pa je v stavbi delovala majhna komorna dvorana, ki pa je za ta namen tudi prenovljena in služi v bistvu manjšim prireditvam. Ob tem velja spomniti še na prvo mednarodno solopevsko tekmovanje v interpretaciji samospevov Huga Wolfa, ki je v tej hiši potekalo v mesecu septembru. Tekmovalo je 21 mladih, ki so navdušili. Vidimo, da je njegovo delo, da so njegovi samospevi še kako živi v tem glasbenem miljeju in da visoka kakovost izvedbe teh del pravzaprav napoveduje tudi še lepo prihodnost, tudi tem tekmovanjem in vse, kar se bo še v zvezi z to Hugo Wolfovo glasbo tudi godilo. V Koroškem pokrajinskem muzeju so mnenja, da bo rojstna hiša Huga Wolfa živa tudi po letu 2012. Na voljo pa bodo tudi nova delovna mesta. V tem mesecu v Slovenj Gradcu v okviru projekta Soft Control poteka otvoritev razstave Umetnost, znanost in tehnološko nezavedno. Z dna navzgor. V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju, ki so ga ponovno po požaru odprli, je glasno zadonela glasba skupine Laibach. Tako je odmevala glasba skupine Laibach 200 metrov pod zemljo v Muzeju premogovništva Slovenije. Glasba je bila bolj podobna njihovim začetkom iz 80-ih, kot pa Laibach, kot jih poznamo danes. Skupina v ta koncert vložila veliko truda in dela že pred koncertom. No, mislim, zaradi konteksta smo se odločili, glede na to, da je prostor vseeno premali, da bi lahko izpeljali tradicionalen Laibach koncert, kot ga pač pozna naša publika v glavnem. Smo se odločili, da bomo naredili rekonstrukcijo zgodnega Laibacha, skratka iz obdobja med leti 80 in 82, kjer je pač Laibach v glavnem igral takšno glasbo, ki ste jo danes slišali.
Prejšnji mesec so člani skupine Laibach pripravili razstavo v zgornjem delu muzeja, ki so jo dopolnili z glasbenim koncertom z naslovom Kole iz Brod. Premog je kruh je ustrezno opisal ambient in ponazoril življenje v Šaleški dolini, kjer si veliko ljudi služi kruh s premogovništvom. To je stara resnica, ne? Sicer je metafora za vsako industrijo, ne, ki pač prinaša kruh, ampak dejstvo je, da v tem kontekstu ostaja, to je znana rudarska izjava Kole iz Brod, sicer je bolj doma seveda v Nemčiji, tukaj se je že malo pozabili, ampak predvsem pa govori to, da je seveda delo in industrija, da je to kruh. Zaradi velikega zanimanja so v petek na Ligijevem odru izvedli kar 3 koncerte, saj se na enega lahko udeležilo le 200 ljudi. S posebnimi efekti in vizualizacijo, ki so jo v prenovljenem rovu muzeja premogovništva odmevali v posebni akustiki, so nekatere navdušile, drugim pa zaradi preglasnosti in nepoznavanja tega dela glasbene skupine Laibach pustili nekoliko grenak priokus. Predsednik uprave Premogovnika Velenje je bil ob koncu koncerta zelo navdušen in še vedno pod vtisom dobrih vibracij. Zelo zanimiv, zelo glasen, kot ste tudi sami to videli, vendar tak je Laibach vedno bil. Še najbolj od vsega sem pa vesel, ko so povedali, kako je naslov temu koncertu. Torej, Kole iz Brod, kruh, premog je kruh, to mi v tej Šaleški dolini vsekakor zelo dobro vemo. Predsednik uprave Premogovnika Velenje, dr. Milan Medved, je skupini Laibach predal kipec Svete Barbare, zavetnice rudarjev in simbol rudarstva, ter s tem tudi uradno odprl podzemni del Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju, v katerega je bilo v tem pol leta od požara vloženega veliko truda. To, kar smo obljubljali, smo tudi storili. Seveda zahvala gre mojim sodelavcem, ki so prej ko v 6 mesecih obnovili celoten muzej, hkrati postavili tudi nove scene in naredili tudi nekatere novosti, tako da muzej se vsekakor dobiva novo, še lepšo obliko. Moram reči, da je tale dogodek danes zgodovinski za nas, kakor tudi za Laibach. Namreč prvič v zgodovini so tudi oni izvajali koncert 200 metrov pod zemljo, hkrati smo ta koncert prenašali tudi v internet, za nas seveda pa ob Laibachu otvoritev tega podzemnega dela nekaj zelo lepega. Na tem mestu je bil že pred časom izveden koncert pikalnega orkestra Premogovnika Velenje, ki je tokrat v zunanjem delu zaigral uspešnice Laibacha v izvedbi, ki je navdušila občinstvo že na odprtju njihove razstave. Razstava Laibach Kunst Gluck auf je v Muzeju premogovništva Slovenije na ogled vse do 18. novembra letošnjega leta. Evropa pleše je še ena od 24 zgodb v Velenju v letu Evropske prestolnice kulture. Latinskoameriške in standardne plese so plesali 20. oktobra v Rdeči dvorani v Velenju. Po predstavitvi tekmovalcev 61 parov iz 19 držav so tekmovalci uradno prisegli in po uradni otvoritvi govoru župana mestne občine Velenje se je boj za medalje profesionalnih evropskih plesih začel. Vsi tekmovalci so se najprej pomerili v polfinalnih izborih, kjer je v latinskoameriških plesih tekmovalo 31 parov, v standardnih pa 30. Glede na pomembnost in število tekmovalcev je bil to organizacijsko velik zalogaj. Več kot zadovoljna. To je bil en tak čudovit dogodek. Evropa pleše po toliko letih spet v Velenju z nasmejano publiko, s čudovitimi koreografijami in res smo srečni kot producent, da smo se lahko v Evropski prestolnici kulture predstavili tudi z vrstjo ples. Sodniki so v finale v latinskoameriških plesih uvrstili 7 parov, v standardnih pa 6. V finalu se nato v 1 minuti vsak par predstavi posamezno, zatem pa še vsi pari skupaj v vseh plesih. Sodniki ocenjujejo oba nastopa in imajo pri ocenjevanju težko nalogo. Tako tekmovalci, ki bi se v Velenje še radi vrnili, kot organizatorji so bili s tekmovanjem izredno zadovoljni, saj je bilo to izpeljano na zelo visokem nivoju. Ja, niste videli, kako je publika navdušena in če je publika tako navdušena, pari so zadovoljni, ja, zakaj ne bi bili mi zadovoljni? Torej, presrečen. Oba para sta bila absolutna zmagovalca, saj sta zmagala v prav vseh plesih, zato ni bilo niti kančka dvoma o pravilni razporeditvi medalj. V latinskoameriških plesih sta evropska prvaka v profesionalnih plesih postala Slovenca Zoran Plohlj in Tatjana Lahvinovič. V standardnih plesih pa sta zlato medaljo osvojila Paolo Bosco in Joanne Clifton iz Italije. Mi smo njihove vtise zbrali takoj po zmagi. V bistvu super, nekako mi smo
Zelo sem bila zadovoljna, dobro smo se počutila v najnem telesu in v najnem plesu. In nekako smo čez to lahko stopnjevali in res delala pravi performance, tako da se tudi potem videla na publiki, ki nam je res stala ob strani in pomagala, tako da dejansko smo izjemno uživala in sva zelo vesela, da nekako smo zmagala in dobila tole prvo profesionalno titulo tukaj v Sloveniji. The audience was beautiful. I didn't expect to come in Velenje, such a small town, and to have a big audience like that. So I'm very happy for this European Championship. V Velenju so vlogo partnerskega mesta v Evropski prestolnici kulture dobro izkoristili in se dokazali tako po organizacijski plati kot po razponu in odprtosti v kulturnih dogodkih. O kulturni raznolikosti pričata tudi to, da sta se v samo 2 dneh zgodila 2 popolnoma različna projekta, kot sta koncert skupine Laibach v Muzeju premogovništva in Evropa pleše. In tudi Mariborčani, ki so prišli na te dogodke iz zavoda EPK, pravijo, da je v bistvu Velenje Evropska prestolnica kulture, predvsem v tem trenutku, da se v Mariboru dogaja manj kot tukaj v Velenju, predvsem pokriti 2 tako različni področji, 2 tako različni zvrsti, ko so se zgodili v Velenju, je posebna čast in verjamem, da tako za nas organizatorje, kot za vso publiko zelo pomembna stvar. Na koncu sta oba para dobitnika zlate medalje odplesala še častni ples po njunem izboru. In s tem se je v Velenju končal še en gala pomemben dogodek, ki je še posebej v tem letu zaznamoval Velenje in ga še bolj kulturno obogatil. V Velenju lahko v novembru obiščete mednarodni festival Vezenje Velenje 2012 in dogodek Bela tehnika, črna magija. Leto Evropske prestolnice kulture so v Novem mestu dobro izkoristili v založbi Goga, ki bi jo lahko poimenovali fenomen EPK-ja. Številni dogodki na višji kakovostni ravni so namreč k njim privabili 4-krat več ljudi, kot jih je tja prihajalo v minulih letih. V Gogi so na lastni koži spoznali, kaj v prireditvenem programu pomeni večji vložek v kakovostnejše vsebine. Se je izkazalo kot prava poteza. V bistvu vsa sredstva smo res investirali v program in jaz mislim, da so nam tudi novomeščani zelo lepo pokazali, da vejo, kaj so kvalitetne vsebine in so tudi svojim res množičnim obiskom letos nagradili naše delo. Mi smo že sicer prej izvajali podobne prireditve, ampak na način, kot smo ga letos delali, se pravi veliko bolj celostno, veliko bolj načrtovano, z večjim vložkom, predvsem pa vsebinsko zaokrožen, je na koncu prinesel to, da smo imeli, lahko rečem, vsaj 4-krat večji obisk. Pozna se v bistvu na vseh nivojih, in pri nakupu knjig, in pri obisku prireditev, pri celi promociji v bistvu vse posod, na vseh področjih. Številni dogodki, ki so se odvijali ne le v prostorih založbe, pač pa po vsem mestu, so bili očitno več kot dovolj zanimivi za novomeščane, pa tudi obiskovalce od drugod. Treba slediti tudi ljudem. Se pravi, ne se zgolj ukvarjati sam s sabo, ampak pogledati, kaj si ljudje resnično želijo. Mi smo letos veliko časa posvetili tudi iskanju interesnih skupin, ker vemo, da se ljudje hočejo družiti, da si želijo vsebin. Treba je bilo v bistvu bolj prisluhniti temu, kaj si oni resnično želijo, s kom se želijo družiti in mislim, da nam je to letos ratalo. Smeri programa v primerjavi s preteklimi leti niso spreminjali. Naše vodilo je knjiga, izhajamo iz knjige. Knjiga je pač medij, ki prenese seveda zelo različne vsebine. Tle sem hvaležen knjigi, da imamo lahko res zelo široko dejavnost. Naši glavni cilji so promocija slovenskih avtorjev, oživljanje mestnega jedra in pa seveda čim kvalitetnejša kulturna produkcija, ki jo želimo pač posvetiti novomeščanom. Iz njihovega pestrega programa ne bi mogli izvzeti osrednjega dogodka. Imeli smo recimo Dušana Perjevca, imeli smo tudi zelo velik programa za otroke. Moram reči, da so bili tudi tukaj zelo dober obisk. Tega so dosegli tudi s pomočjo prireditvenega prostora, vrta, ki so ga na glavnem trgu postavili s pomočjo občine. In ta je ogromno pripomogel, da so ljudje opazili njihove dogodke. Jaz mislim, da je nujno zaradi, saj lahko se dogodki izvajajo noter, saj to vemo vsi, ampak če hočemo res, da imajo smisel, jaz mislim, da je takle prireditven vrt obvezna stvar. In tudi v prihodnje si želijo glede prireditev ohraniti letošnji nivo ter poglobiti sodelovanje z ostalimi institucijami v Novem mestu. Načrtov je zelo veliko.
Zelo veliko se ukvarjamo z mednarodno dejavnostjo, drugo leto načrtujemo kar nekaj mednarodnih projektov novih, o katerih sicer zdaj še ne morem tako na široko govoriti. Tudi na knjižnem področju zelo veliko smo imeli sprememb v programskem smislu. Sicer pa se leto dogodkov v Gogi še ni končalo, saj bo pestro tudi še v novembru in decembru. V tem mesecu bodo v Novem mestu potekali dogodki v okviru projektov Mesto Goga, Kronis Novega mesta in veleblagovnica Situla. Razstavljena pa bodo tudi dela slikarske kolonije. Murska Sobota v novembru vabi na projekt Oder med nebom in zemljo, nevidni cirkus, predstave v okviru novih gledaliških izzivov in na odkritje spomenika Muza Erato, akademske kiparke in slikarke Irene Brunec Tebi. V preteklem mesecu je v najstarejšem mestu v Sloveniji potekala otvoritev razstave Oskarja Kokoške. Razstava v Miheličevi galeriji je postavila na ogled izbor del iz zgodnjega grafičnega opusa Oskarja Kokoške, osvetlila pa je tudi njegov vpliv na ustvarjanje Jana Öltjena in Elze Öltjen-Kazimir, porodu Ptujčanke. Gre za razstavo zgodnega Oskarja Kokoške in sicer prerazstavljene so grafike in tiski. Nekje od njegovega začetka ustvarjanja s prvimi deli za dunajske delavnice, to so kartice, in pa končuje se razstava nekje okrog leta 1920. Oskar Kokoška je ena najvidnejših osebnosti evropske likovne umetnosti 20. stoletja in vse do 20 let soustvarjalec ekspresionistične smeri. Ta dela, ki jih imamo, tudi segajo delno v to obdobje. Se sem rekla, začetna dela, kjer se še vidi vpliv secesije, Klimta, dekorativnosti in pa potem, ko že gre v to smer ekspresionizma. Njegovo življenje je bilo razgibano in polno srečanj, ki so ga bolj ali manj zaznamovala, obenem pa je tudi on zaznamoval poti številnih sodobnikov. Glede na težo avtorja je seveda vprašanje, ali je sam Ptuj pripravljen na tako pomembne in velike razstave. Zagotovo je mesto z svojo kulturno dediščino ambient, kjer bi se lahko takšne ali še večje, bolj vrhunske dogodke odvijali v naše mesto. Potrebno bo pa poskrbeti seveda za ustrezno infrastrukturo, kajti če želite prirediti neko razstavo, ne vem, Salvadora Dalija in tako dalje, potem so seveda svetovni standardi tisti, ki definirajo infrastrukturo. In jaz upam, da bomo v prihodnjih letih nekako zmogli in našli neke ustrezne infrastrukturne rešitve, vse ostalo namreč imamo. Razstava, ki je na ogled v že omenjeni Miheličevi galeriji, je plod sodelovanja Avstrijskega kulturnega foruma, Univerze za uporabne umetnosti Dunaj, Zavoda Maribor 2012, Evropska prestolnica kulture ter Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. Pred zadnji mesec v letu bodo na Ptuju barve EPK zastopali naslednji projekti. Festival Vino ni voda, koncert Big Banda, Hrvaške radio in televizije in Vox Arsane, revija pihalnih orkestrov, še vedno pa je na ogled tudi razstava Oskarja Kokoške. S tem zaključujemo tokratno novembrsko oddajo Kultura na dlani. Več informacij dobite na spletni strani www.maribor2012.eu. Do prvega ponedeljka v decembru pa nasvidenje.